Pujsa Pepa ima več animacijskih napak, kot si mislite. Naprimer v epizodi Mama Pujsa v službi, Mama Pujsa nekaj napiše na računalnik, kar je pravzaprav zaključek pisma, ki ga je napisala. Toda ko kamera približa Pepi, besedilo, ki ga je Mama Pujsa prej natipkala, izgine. In ko pride očka Pujs popraviti računalnik, poglejte na uro. Ura je 12:30. Ko pa očka Pujs pritisne gumb za izklop, ponovno vidimo uro. Ampak napaka je, da je zdaj ura 1. Ne verjamem, da traja pol ure, da se računalnik ponovno zažene. In na koncu, ko Pepa igra igro s piščancem, poglejte rezultat, 461. Ampak ko kamera približa zaslon, je rezultat zdaj 0,46. V epizodi očka postane fet. Pepa, Juri in Mama Pujsa gledajo vadbeni program gospoda Krompirja na televiziji. Poglej gospoda Krompirja tukaj. On ne nosi nobene kape, ampak ko očka Pujs vstopi v sobo, naenkrat ima gospod Krompir kapo na glavi. In v tem prizoru se osredotoči na ta daljinec, ker ko Mama Pujsa pride noter s sobnim kolesom, daljinec izgine. In v tem prizoru očka Pujs vozi Pepino kolo in medtem pade v ribnik. Ampak napaka je, da kolo nenadoma pade, čeprav ima pomožna kolesca. Zdaj, pojdiva naprej na epizodo Šolska predstava. Najprej si oglej sedežni red. Spredaj sta mami in ati Pujs, za njima sedita gospa Zajkla in gospa Ponja, za njima pa sta dedek in babica Pujs. Toda le nekaj sličic kasneje, ko vsi začnejo slikati, sta dedek in babica Pujs zamenjala sedeža z gospo Zajkljo in gospo Ponjo, čeprav se nihče ni premaknil. In v isti epizodi je še ena nenavadna napaka. Najprej stojijo Suzy, Candy in Juri pred Pepo, kar pomeni, da bi morala Pepa iti mimo njih, da pride do Danija. Ko pa se kamera približa Pepi, začne hoditi proti Daniju. Ampak Suzy, Candy in Juri nenadoma izgineta. Popolnoma ju ni več, čeprav Pepa nikoli ni šla mimo njiju. Poleg tega pa nima smisla, da bi Candy, Suzy in Juri nastopali v igri. Samo stojijo tam in ne počnejo ničesar. In na koncu igre je še ena zadnja napaka, ko se otroci začnejo priklanjati. Rebeka Zajček stoji med Pedrom in Suzy, ale nekaj sličic kasneje se je Rebeka nekako premaknila in zdaj stoji med Danijem in Pepo. V epizodi Vetrovni grad, ko vidimo grad, na vrhu ni videti ničesar razen zastave, a ko prašičja družina doseže vrh, se nenadoma pojavi teleskop. Ko Juri pogleda babi in dedka Prašič, dedek Prašič ničesar ne drži, a v naslednjem prizoru drži telefon. In v zadnjem prizoru vidimo avto prašičje družine, toda napaka je, da je avto nekoliko bliže gradu. Prej so parkirali avto nekoliko dlje od gradu, zdaj pa je veliko bliže. V epizodi Varstvo otrok babica Prašič in dedek Prašič najprej skupaj uživata ob pici, ko si vsak vzame kos. Ostri konec pice je obrnjen stran od njiju, vendar je že v naslednjem kadru ostri konec njenega kosa pice obrnjen proti njej. Namesto tega, in ko se Pepa in Juri pripravljata na spanje, lahko pod uro opazimo dve risbi. Ko pa se Pepa čez nekaj časa zbudi, ena od risb izgine in ko dedek in babica pridete v njuno sobo, da jo preverita, se risba ponovno pojavi. In v enem kadru, ko Pepa preverja Jurija, iz njenega rokava manjka roka in rokav sega skozi odejo. In na koncu, ko mali prašički in starejši prašički spijo, TV kaže šum, vendar ko se mamica in očka prašiček približata, je televizija ugasnjena. V epizodi Skalne luže gresta Pepa in Juri z babico in dedkom Prašičkom na morje. Ko pridejo tja, vidimo, da Pepa nosi oranžno lopatko, Juri pa oranžno vedro. A nekaj trenutkov kasneje, ko pridejo do majhnega bazenčka z vodo, se lopatka, ki jo je držala Pepa, spremeni barvo. Prej je bila oranžna, zdaj pa je zelena. Epizoda Kosilo je polna napak, že na samem začetku. Opazimo lahko, da Juri stoji prav na meji med zelenjavnim vrtom in travo, a ko se prizor oddali, vidimo, da je zdaj nekaj korakov stran od vrta. In to še ni vse. V tem prizoru babica Prašička pripravlja solato, medtem ko sta Pepa in Juri poleg nje in opazujeta. Zdaj se osredotočite na Pepo tukaj. Ko se prizor oddaljuje, vidimo, kako se Pepa premika proti Juriju, kot da drsi skozi tla. Zgodilo se je hitro, a nam je uspelo to ujeti. Zdaj pa si poglejmo napake v epizodi. Zobna vila. V tem prizoru jasno vidimo rob mize in tam ni ničesar. Ko pa se prizor oddalji, se pojavi krožnik špageti. V tem prizoru pa Pepa hodi mimo stopnic. Toda tukaj nekaj manjka. Ali tukaj ne bi morala biti vrata v klet? In tudi v nekaterih epizodah vrata vodijo v klet, v nekaterih pa je to preprosto shramba. In to še ni vse. Ko? Pepa,
Si umiva zobe. Poglejte, simbol srca na njenih oblačilih, ki se premika z ene strani na drugo. In tudi v tem prizoru ni ničesar za njima. A nekaj trenutkov kasneje se pojavi umivalnik. In naslednji dan, takoj ko je sonce ušlo, smo opazili še eno napako. Ure so minevale in sonce je ušlo, vendar se oblaki tukaj niso premaknili niti za centimeter. In v tem prizoru Juri sedi tik poleg Pepe, a nekaj sekund kasneje ga ni več. Zdaj pa pojdimo na epizodo Zelo vroč dan. Mami Pujs priključi cev na pipo, ampak odkot se je vzela ta pipa? Na začetku epizode tam ni bilo ničesar, zdaj pa je tam pipa in to še ni vse. Kasneje v epizodi pride gospa Zajkla s svojim vozičkom za sladoled in mami Pujs prinese sladoled za vse. Ampak Jurijev sladoled se dobesedno stopi v nekaj sekundah, medtem ko so ostali sladoledi v redu. In ko se mami Pujs pripravlja, da bi Juriju dala očkov sladoled, poglejte palčko v Jurijevi roki. Takoj ko prime sladoled, palčka izgine. Ko se sprehodijo nazaj do bazena, opazimo, da so vsi pojedli svoj sladoled, saj imajo prazne roke. Kasneje, ko se zbudijo, lahko vidimo očeta Pujsa, kako je isti sladoled, ki ga je pojedel Jure. Pojdimo na epizodo Smešna glasba. Oče Pujs prejme dostavo svojega novega klavirja in ravno ko ga odpre, opazimo čudno napako. Če pogledamo to škatlo poleg mame Pujsa, lahko opazimo, da v njej ni ničesar. A nekaj trenutkov kasneje, ko oče Pujs reče, da ni prepričan, kako uporabljati klavir, se v škatli nenadoma pojavi priročnik. Kako je to mogoče? Prej smo jasno videli, da v škatli ni bilo nobene knjige. In to še ni vse. V istem prizoru smo opazili še eno smešno napako. Tukaj. Če pogledamo položaj mame in očeta Pujsa, lahko vidimo kar precejšno razdaljo med njima. Toda ravno ko mama Pujs sega po knjigi, lahko v kadru opazimo trebuh očeta Pujsa. Vemo, da je oče Pujs malo okrogel, ampak mislim, da njegov trebuh ni tako velik, da bi pokril tako razdaljo. V epizodi Rastlinjak dedka Pujsa, na koncu epizode, ko dedek pes pripravlja paradižnikovo solato, smo opazili nekaj zabavnih napak. Ko dedek pes konča s pripravo solate, jo postreže vsem in kot lahko vidimo tukaj, ima vsak na krožniku solato. Ampak poglejte količino solate, ki je ostala v skledi. Je popolnoma enaka kot takrat, ko jo je prvič pripravil. Zdi se, da je dedek pes sprožil napako z neskončno paradižnikovo solato in to še ni vse. Ko liki začnejo jesti svojo paradižnikovo solato, so v skledi samo paradižniki. Ko pa kamera ponovno pokaže prizorišče, kjer so vsi liki, so v skledi tudi listi bazilike. Rezno, nekaj sumljivega se dogaja s to solato v tej epizodi. Rolkanje prašičja družina gre v park, kjer očka prašič uči Pepo rolkati. Ko se je Pepa učila voziti rolko, smo opazili nekaj čudnega. Prav v tem trenutku, če pogledamo Pepino rolko, lahko opazimo, da so na njej 3 nalepke smeškoti. Zdaj se osredotočite na položaj teh 3 nalepk. Ena od nalepk je čudežno spremenila svoj položaj. Če upočasnimo prizor, lahko dobesedno vidimo, kako se nalepka premakne z enega konca na drugega. V epizodi Trampolini. Pepina družina in prijatelji obiščejo trampolinski park gospe Zajec, ko jim gospa Zajec daje navodila. Če pogledamo za njo, vidimo prazen pult in stojalo polno čevljev. Ko gospa Zajec konča z navodili in se vrne za svojo mizo, lahko zdaj opazimo, da je na njeni mizi moder škorenj. Prej pa je bila miza popolnoma prazna. In to še ni vse. Če pogledamo čevlje Suzi ovce, so modre barve, a ko jih sezuje, so nenadoma vijolični. Rezno, zdi se, da imajo animatorji Pujsa Pepa neke težave z barvami. Tako da to so bile nekatere animacijske napake v Pujsi Pepi, ki ste jih morda spregledali. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.